Medtem pa zdravniki in zobozdravniki že od 7 zjutraj stavkajo. Nekateri bolniki zato niso prišli do naročenega pregleda, nekaj posegov in pregledov so odpovedali ali prestavili, ponekod pa pacienti, kot so nam povedali, niti opazili niso, da bi kdo stavkal. Zdravniki so sicer obravnavali nujne primere, otroke in starejše. V zdravstvenih ustanovah po državi so se zbrali stavkajoči, takole so zdravniki denimo ob 8 zjutraj do zadnjega sedeža napolnili dvorano UKC Ljubljana. Smo v stiski, tako kot pacienti, delamo preveč, smo utrujeni in zanemarjamo svoje družine, so bili jasni. Žalosten, da po 26 letih študija, vse sem naredil v roku, moram stavkati. In to mi ni prvič v tej Sloveniji. Če je bila jaz ne vem, kakšne plače imajo, samo verjetno nimajo slabih. Jaz jim dam v bistvu prav, zato ker veliko delajo, veliko garajo in je pravno, da imajo, da si zaslužimo več. Stavka je nepotrebna, pa sporoča zdravstvena ministrica. Vlada je sicer sinoči vendarle imenovala pogajalsko skupino. Danes so sindikat Fides tudi povabili na pogajanja. Da so pripravljeni na srečanje, pravijo v Fidesu, a so se danes morali opravičiti, saj zaradi stavke, ki se bo sicer zaključila čez 2 uri, natanko ob 21, nimajo časa sesti za skupno mizo. Sandra Boršič. Natanko ob 8 zjutraj UKC Ljubljana. Sem vesel, da je v tej dvorani zmanjkalo prostih sedežev. Dela se po 250 ur, problemi so najti menjave, bolniške. Malo se butasto počutiš, zato ker opozarjaš na zadeve, ki so zakonsko napisane, da se zakoni ne upoštevajo. Tudi zato so danes opozorilno stavkali. In kako so pacienti sploh prišli do zdravnika? Odšli smo v Kamniški zdravstveni dom, kjer je delo sicer potekalo okrnjeno. Nenujnim so dali nov termin, mlajše do 18, starejše od 65 let in vse nujne primere pa so sprejeli. Vse je bilo brez problema, pelala sem hčerko zobarju, tako da je bilo vse okej. Jaz sem opravila, kar sem imela za opraviti. Sestra, ki je normalno sprejemala klice na našo ambulanto, je bilo preko 150 klicev in bodo pač obdelani v naslednjih dnevih. Je pa to približno, bi rekel, za pol manj klicev zagotovo. Zdravniki so se takole zbrali tudi v Kopru, pa še drugod, denimo v Ptujski bolnišnici se jih je zbralo 35, vsi pa jasno v en glas, da imajo dovolj, saj da obljube vlade predolgo čakajo. Prva plača moja kot specialista z 7 dežurstvi UKC Maribor bila 2700. Pomeni neto? To je neto. Za 220 ur. Predvsem ignorance nam je dovolj, neresnosti. Pacienti pa danes različnih mnenj. Jaz nobenih stavk ne podpiram, ker mislim, da se to da drugače zmeniti. Pri vsaki stavki trpimo mi. Bi se mogli veliko spremeniti, ne samo v zdravstvu, povsod. Tako da nikogar ne obsojam. Izboljšanje razmer za zdravnike in sploh za vse zaposlene v zdravstvu pomeni boljše javno zdravstvo, boljšo dostopnost in bolj kakovostno obravnavo za bolnike. Sicer je vlada včeraj zvečer vendarle imenovala pogajalsko skupino, ki pa Fidesu očitno ne odgovarja. Imena, ki jih je vlada postavila, ne obetajo veliko, ker so bila iste osebe, so bile prisotne že na mnogih pogajanjih. Več kot 40krat smo se pogajali za zdravstveni steber, pa nismo naredili nobenega pomembnega koraka. Da gre za strokovnjake, odgovarja ministrica za zdravje, ki si želi, da stavke sploh ne bi bilo. Sploh pa ne še dodatnih zaostrovanj. Fides je namreč napovedal stavko tudi prihodnji teden. Se želimo pogajati z zdravniki v okviru centralnih pogajanj, doseči nek dogovor na zdravstvenem stebru. Menimo, da je stavka nepotrebna in mislim, da lahko dogovor dosežemo v zelo kratkem času, kot res v nekem konstruktivnem dialogu. Zato je vlada predstavnike Fidesa danes povabila na pogajanja. In če je včeraj takole čakal sindikat na vlado, pa je danes takole vlada čakala na sindikat, ki, kot so se opravičili zaradi stavke natanko ob 14, niso imeli časa. Zato so predlagali drugi termin, predvidoma naj bi torej za skupno mizo sedli jutri. Kot odgovor na stavko zdravnikov pa je iniciativa Glas ljudstva pripravila svoj simbolični protest, in sicer stavko pacientov. Pred 1 uro so se tako zbrali v središču Ljubljane. Predstavljali so svoje videnje težav slovenskega zdravstva in pa izpostavili torej tudi nasprotovanje zdravniški stavki, saj da so se plače zdravnikom lani rekordno dvignile. A to ni rešilo težav slovenskega zdravstva, pravijo pobudi. Čakalne vrste so se podaljšale, število oseb brez zdravnika pa povečalo. Metka, kako je videti ta protest? Koliko je ljudi?
No, naj najprej povem, da se je protest tukaj na Prešernovem trgu pravkar končal in protestniki so se pomaknili proti državnemu zboru. Tako na oko se ga nekako udeležuje kakih 200 ljudi in sami protestniki pravijo, da v nasprotju z zdravniki sami v središče protesta postavljajo pacienta, zato so tudi Prešernov trg nekako simbolično preimenovali v trg čakajočega pacienta. Prav tako je Prešernov kip dobil opodnico za roko in pa nosi transparent z napisom 140 000 nas je brez zdravnika. Sicer so na samem protestu najprej aplaudirali tistim zdravnikom, ki še vztrajajo v javnem zdravstvu in dobrobit pacientov postavljajo pred svoj zaslužek. Izpostavljali so težave dvoživkarstva, pa prebrali nekaj slabih izkušenj s sistemom. Zvrstili so se številni govorci, med njimi eden najbolj znanih predstavnikov Glasu ljudstva, Dušan Keber, pa recimo Mateja Kožut Novak, Vinko Möderndorfer, Matjaž Hanžek in drugi. Poglejmo nekaj izjav. Pa kljub vsemu stavkajo za plače. Niti enkrat doslej niso v svojih zahtevah omenili interesov pacientov, ničesar niso nikoli obljubili in tudi v sedanji stavki ne obljubljajo niti ene stvari, ki jo bodo zagotovili pacientom. Mislim, da je vse narobe, da bi mogla biti naša država socialna država, to pomeni, da bi mogla vlada, oblast, ki jo izvolimo, poskrbeti, da bi vsi državljani imeli enako možnost, predvsem pred zdravstvom. Zato, ker so v bistvu že več kot 10 let so kršene pacientove pravice, to se odraža predvsem pri čakalnih vrstah, pri obravnavi ljudi, ki bi mogli biti operirani, pa so jih dobesedno odjavili, ker je to neka abonma v gledališču. Metka, protestniki torej nasprotujejo zdravniški stavki. Kaj še so sporočili zdravnikom? No, torej v iniciativi Glas ljudstva zelo poudarjajo, da gre zdravnikom oziroma bolje predvsem sindikatu Fides samo in zgolj za plače, ne pa za paciente. Poudarjajo, da so se zdravnikom plače rekordno dvignile in da je njihov cilj destabilizacija vlade, zato je po njihovem stavka zdravnikov neutemeljena, neetična in nelegitimna. Glas ljudstva je torej sicer pripravil svoj interventni zakon, prejšnji teden so ga vložili v državni zbor, denimo pa zvišuje prag za zavrnitev pacientov in zamejuje dvoživkarstvo. In zato je zadnja postaja današnjega shoda prav pred državnim zborom. Tam bodo protestniki poslance pozvali, naj zakon čim prej obravnavajo in seveda sprejmejo. Hvala, Metka. Hvala lepa. Marko, kakšne plače imajo trenutno zdravniki? Kako so se gibale v zadnjem letu? Zdravnikom so plače rasle, po analizi portala Finance celo najhitreje med vsemi javnimi uslužbenci. Če najprej pogledamo celotno maso plač zdravnikov, je ta oktobra 2022 znašala dobrih 31 milijonov evrov. Oktobra lani, od takrat so na portalu plač v javnem sektorju dostopni zadnji podatki, pa je znašala 16% oziroma 5 milijonov evrov več. A so plače zdravnikov v povprečju rasle še bolj hitro. Oktobra 2022 je namreč zdravniško plačo dobilo 8300 zaposlenih, oktobra lani pa skoraj 900 zdravnikov manj. To pomeni, da se je povprečna plača zdravnika skupaj z dodatki iz 3770 dvignila na 4875 evrov bruto, torej za dobrih 1100 evrov. To v povprečju pomeni 29% višje zdravniške plače. V enem letu so plače najbolj narasle starejšim specializantom in sicer za 35% oziroma 1237 evrov, za 34% in podobno vsoto je plača zlastra zdravnikom specialistom, manjšo povišico pa so dobili mladi specializanti, znašala je 28% oziroma slabih 720 evrov. Še najmanj pa so se popravile najvišje plače višjih zdravnikov specialistov, zrasle so za 10%, kar je povprečju pomenilo 610 evrov višjo plačo. No in prav s tem, kot pravijo, majhnim dvigom najvišjih plač je vlada Marko nakopala srd Fidesa, češ da so se vzpostavila nova nesorazmerja. Kaj točno hočejo zdravniki? Zdravniki hočejo, da vlada potrdi sporazum, ki naj bi ga pravzaprav sama pripravila.
Na eni strani protestirajo zaradi zamika vzpostavitve ločenega plačnega stebra za zdravstvo, ki naj bi uredil specifike dela v zdravstvu tudi s prilagojeno plačno lestvico. In ja, na drugi strani opozarjajo na ponovno porušena plačna nesorazmerja, a tokrat med mladimi in starimi zdravniki. Za višje specialiste hočejo 3 plačne razrede oziroma 12% višje osnovne plače. Starejši zdravniki z vsaj 18-letnimi izkušnjami po specializaciji pa da bi bili uvrščeni med 58. in 66. plačni razred, kjer bi prejemali med 4300 in 5890 evri osnovne bruto mesečne plače. Hvala, Marko. Hvala lepa. Vre pa tudi v pravosodju. Potem, ko so v četrtek za 1 uro opozorilno prekinili delo, sodniki in tožilci stopnjujejo pritisk na vlado, jutri začenjajo še belo stavko. Zaradi neuresničene ustavne odločbe bodo na obletnico prazne obljube premierja Goloba o happy endu za dvig plače v pravosodju naslednja 2 tedna opravljali samo nujne zadeve. Po zapletu so že obvestili tudi evropske inštitucije. Vprašljivo je celo sodelovanje sodnikov v volilnih organih na junijskih evropskih volitvah. Jutri bo en zelo žalosten dan za pravno državo, za sodstvo, za vse slovenske sodnice in sodnike. Res je, izvedli bomo tako imenovan izreden protestni ukrep, kar pomeni, posvečali se bomo sicer vsem zadevam, procesna dejanja bomo pa upravljali samo v tistih zadevah, ki so po zakonu nujna. Stranke bodo pravočasno obveščene v lastnih zadevah. Zdaj že na tem mestu se pravzaprav upravičujem, prosim tudi za razumevanje, to je dejansko ultima ratio, skrajni ukrep. Anže, o kakšnih zneskih pa govorimo pri sodnikih in tožilcih? Kakšne so trenutno njihove plače? Ja, poglejmo številke. Torej, to so uradni nazivi in plačni razredi vseh 788 sodnikov v državi. Kot vidimo, imajo najnižje plače okrajni sodniki, 177 jih imamo v Sloveniji, njihova izhodiščna bruto plača je slabih 3000 evrov, brez vštete malice in prevoza. No, največ 23% sodnikov v državi je okrožnih, njihova plača pa varira od slabih 3300 do nekaj manj kot 3700 evrov bruto. In če izvzamemo ustavne sodnike, pa so najbolje plačani vrhovni sodniki, svetniki, katerih plača znaša 5000 evrov bruto. Ob tem je v državi še 88 predsednikov sodišč, katerih plača je 2 do 3 razreda višja kot pri vsakem od nazivov. Kaj pa tožilci? Najslabše plačani so okrajni državni tožilci, prejmejo 2900 evrov bruto in lahko napredujejo tam nekje do 3400 evrov bruto. Generalni državni tožilec, ki ga po odstopu Draga Škete zaradi vožnje pod vplivom alkohola sicer nimamo, zasluži dobrih 5600 evrov bruto. Kaj pa primerjava s politiki, na kar opozarjajo ves čas tudi sodniki, Anže? Ja, poglejmo tam primerjavo najprej v državnem zboru oziroma parlamentu. Vidimo, da je bil novembra najslabše plačani poslanec Svobode Lenart Žavbi. Dobrih 4100 evrov bruto je prejel, s čimer je približno na ravni višjega sodnika. Njegova osnovna plača brez dodatkov pa je 1200 evrov višja od najnižje sodniške. Najbolje plačana v parlamentu je bila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, dobrih 6200 evrov. No, med ministri je bil po zadnjih dostopnih podatkih najmanj plačan Luka Mesec. Njegovih 5800 evrov bruto pa je več kot plača vseh rednih sodnikov oziroma na ravni najmanj plačanega ustavnega sodnika. No, še več pa zaslužita oktobra najbolje plačani minister Darjo Felda in predsednik vlade Robert Golob, ki prejme dobrih 6500 evrov bruto. Anže, hvala lepa. Hvala lepa. Služba vlade za obnovo po lanskih poplavah pa je na spletu objavila seznam 348 objektov, ki naj ne bi bili več primerni za bivanje. Brat in zmaga župana Zorana Jankovića v boju z nasprotniki razvpite gradnje kanalizacije C0 v Ljubljani. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je konec prejšnjega meseca izdalo odločbo, s katero je razveljavilo sklep Arsa, da je za gradnjo potrebna presoja vplivov na okolje. Janković je danes tudi pozval predsednico države Natašo Pirc Musar, naj se mu opraviči, ker je pozvala k začasni prekinitvi del ter ocenila, da je presoja vplivov na okolje potrebna. Nasprotniki gradnje kanala C0 so sicer danes že napovedali pritožbo na odločbo ministrstva. Brigita Potočnik.
Zoran Janković danes zadovoljen z odločitvijo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter ponosen na sodelavce, tudi na njihov pogum. Zdržati vse te pritiske tako imenovanih civilnih iniciativ, tudi tistih iz kanala C0, ki so svojo voljo uveljavljali s tem, da so ležali v bagru. Razpito gradnjo kanalizacijskega kanala C0 so zaznamovali protesti, fizični obračuni, pa posredovanje policije in celo aretacija. Ljubljana 2022. Da gre za vodovarstveno območje in da mora občina pred gradnjo pridobiti presojo vplivov na okolje, so bili vseskozi glasni nasprotniki. Arso jim je leta 2020 pritrdil, a je ministrstvo prejšnji mesec sklep o potrebni presoji razveljavilo. In če na občini to jemljajo za zmago, odločba pomeni in dokazuje ravno to, o čemer mi razlagamo in govorimo že nekaj mesecev, da je vsa gradnja povezovalnega kanala C0 poteka z pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji. Pa nasprotniki, odločba je poraz za vse. Naredil so jo čist na koncu decembra, še dobro, da jo niso delali na silvestrski večer. Poslušajte, gospod Kumer je še en od ministrov, ki si je podpisal pod ta problem, ker to je problem in to ni njihova zmaga, to je njihova usoda. Kjerkoli na svetu so še vodo nesnažili, nikjer jo niso rešili. Janković pričakuje opravičilo predsednice države Nataše Pirc-Musar, ker ga je pozvala k začasni ustavitvi gradnje. Da opravičila ne bo, pa je jasno iz njenega sporočila. V njem komentira odločbo ministrstva in sicer navaja, da je že tretjič spremenilo odločitev v tej zadevi. S sprejetjem takšne odločitve ministrstvo prevzema vso odgovornost, tudi v primeru morebitnega ogrožanja zdravja in dostopa do čiste pitne vode prebivalk in prebivalcev. Sicer pa Jankovića zanima predvsem odgovor na vprašanje, kaj bo naredil državni zbor? Ali bo še vedno hotel imeti komisijo, ki bo ugotavljala pravilnosti oziroma nepravilnosti v postopku kanala C0? Preiskovalna komisija ni seznanjena z sklepom ministrstva. Glede odziva Jankovića pa, da ga naj ne skrbi, je pa žal že večkrat pokazal, da pravzaprav ne razume obstoja preiskovalne komisije. Zgodba kanala C0 se nadaljuje tudi zato, ker so nasprotniki gradnje danes že napovedali pritožbo na ustavno sodišče. Točno pol leta